Na Brdu pri Kranju je potekala 11. nacionalna podelitev priznanj Gospodarske zbornice Slovenije za najboljše inovacije nastale v letu 2012. Najboljše inovatorke in inovatorje je uvodoma pozdravil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je poudaril velik pomen inovativnosti. V vseh ključnih strateških in razvojnih dokumentih je Slovenija vse od svoje ustanovitve inovativnost postavila zelo visoko, skoraj za prednostno, prvo nalogo. Podeljenih je bilo 11 zlatih, 20 srebrnih in 9 bronastih priznanj ter 2 diplomi. GZS je nagradila tudi na inovacijo leta po izboru javnosti. Priznanje je prejelo podjetje Vivapen. Inovativnost je nekaj, kar je že po moje del vsak dana. To ni nekaj posebnega, ampak s čemer se srečuje takoj človek, ko nastopi z delom pri nas. Na poslovnem zajtrku na GZS je svoje poglede in izkušnje slovenskim gospodarstvenikom predstavila tudi častna konzulka Republike Slovenije na Severnem Irskem Susan Hill. I think that particularly Slovenian food and drink products, which are fantastic. I think there are really good opportunities for them. ICT, creative media. Več kot 120 gospodarstvenikov z področja nekdanje Jugoslavije se je v času Evropskega prvenstva v košarki udeležilo rednega srečanja predsednikov gospodarskih zbornic tega območja in sodelovalo tudi na bilateralnih poslovnih razgovorih. Tukaj vidimo še veliko priložnosti za nadaljnjo rast, za medsebojno sodelovanje tudi pri skupnih projektih, z nastopanjem na tujih trgih. Ob obisku ukrajinskega zunanjega ministra na GZS je bil ustanovljen Slovensko-ukrajinski poslovni svet, ki bo usmerjen v povezovanje podjetij, ki poslujejo ali želijo poslovati v Ukrajini, v izmenjavo izkušenj in poslovnih praks ter v iskanje možnosti za učinkovitejši nastop na ukrajinskem trgu. As we see, there are many opportunities for further development of the Ukrainian-Slovenian trade and economic relations. Konec meseca je na GZS uradno zaživel tudi Slovensko-indijski poslovni svet, katerega cilj so organiziran nastop na indijskem trgu, organizacija skupnih, predvsem sejemskih nastopov ter prenos dobrih praks. Nameni kluba so predvsem, da znanja pa izkušnje podjetij, ki že poslujejo v Indiji, prenesemo na vsa ostala podjetja, ki imajo namen tam poslovati. V sodelovanju s Srbsko-slovenskim poslovnim klubom je GZS pripravilo informativno konferenco z medpodjetniškimi srečanji o priložnostih in pogojih za poslovno investiranje slovenskih podjetij v srbskih mestih in občinah. Mi smatramo da i na lokalnom nivou treba maksimalno da se intenzivira razgovori i u tom smislu sastanak koji se danas organizuje na nivou opština je izuzetno bitan i pozitivan. Pred novembrskim obiskom gospodarske delegacije v Toronto je na GZS potekalo poslovno srečanje z gosti iz Kanade, ki so predstavili priložnosti za sodelovanje zlasti v energetiki, gradbeništvu, prehrambeni industriji in turizmu. For Canadian investment in Slovenia, there's large opportunities. We hope that with my dialogue with Slovenian business, we could bring in Canadian businesses into Slovenia. Gospodarska zbornica Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve organizirala individualne pogovore slovenskih gospodarstvenikov z novo imenovano veleposlanico Republike Slovenije na Slovaškem. Dejstvo pa je, da vse firme, ki bodo potrkale na vrata veleposlaništva, jim bo nudena pomoč. Slovenskim gospodarstvenikom se je s poslovnimi in investicijskimi priložnostmi predstavil še indonezijski trg, po številu prebivalcev 4. največji na svetu. Tisti, ki želijo v Indonezijo uvažati ali sodelovati, naj grejo tja in pa neposredno pa stike vzpostavljajo. Predstavniki 6 delodajalskih organizacij in združenj so na skupni novinarski konferenci pozvali vlado, naj čim prej odgovori na predloge v dokumentu, ki si jih za gospodarstvo, ter prične z resnimi reformami v smeri oživljanja gospodarstva in novih delovnih mest. Imamo napačno ekonomsko politiko. Pravijo, da smo se ujeli v past varčevanja, mi ocenjujemo ne, mi smo se ujeli v past zadolževanja. O predlogu sindikatov za izhod iz krize pa je Gospodarska zbornica Slovenije opozorila. Namreč na eni strani pomenijo nekatere dodatne stroške, višje davke ponujajo tudi, na drugi strani pa ne ponujajo reform. Z tega zornega kota je po našem mnenju to nadaljevanje stare ekonomske politike.
Gost 13. seje upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije je bil novi guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec, ki je opozoril, da je v Sloveniji potrebno ustvariti ustrezne pogoje za normalno delovanje gospodarstva in čim višjo gospodarsko rast. Ker je edini način, da bomo odplačali te dolgove, zgolj višja gospodarska rast. Zato, ker so obremenitve gospodarstva in posameznika že danes po mojem mnenju na zgornji meji vzdržljivosti in preživetja. Dr. Jazbec je gospodarstvenike tudi povabil, da preko GZS posredujejo svoje predloge za izboljšanje financiranja gospodarstva in morebitna vprašanja v zvezi s financiranjem gospodarskih družb, na katera bodo odgovorili v Banki Slovenije. Na posvetu z okroglo mizo o problematiki sive ekonomije so na GZS razpravljali slovenski in hrvaški udeleženci. Treba paziti da svako od nas da jedan mali obol, da pomognemo državnim inspekcijama i svemu da funkcionira, a korak po korak svaki donosi one velike korake. GZS, Združenje lesne in pohištvene industrije, je obiskala številčna hrvaška delegacija z področja lesarstva. Ob tej priložnosti sta slovenski in hrvaški lesarski grozd podpisala tudi pismo o nameri sodelovanja. Kot en od podpisnikov pričakujem več novih projektov, posebej na območju inovacij in raziskovanja. V organizaciji GZS Zbornice Osrednje slovenske regije je na Gospodarski zbornici potekala 3. konferenca Podonavske e-regije. Gre za inicijativo, ki naj bi v regiji povezovala tako inštitucije kot podjetja. Ki se tako ali drugače ukvarjajo z različnimi pobudami na področju povezovanja, poslovnega povezovanja, institucionalnega povezovanja, vendar nič brez elektronske oziroma informacijske tehnologije. GZS Zbornica poslovno-storitvenih dejavnosti je organizirala konferenco o poslovnih priložnostih na Kosovu, na kateri so gostje udeležencem predstavili poslovno okolje in možnosti za gospodarsko sodelovanje. Možnosti za slovenska podjetja, tako na Kosovu, ali če rečemo malo širše na Balkanu, so tam, kjer je potrebno visoko znanja, so potrebne neke kvalitetni produkti. V okviru Akademije Inteligentna prodaja je potekalo prvo srečanje skupnosti VEMUP, vse na enem mestu za uspešno prodajo, ki je namenjena predvsem mreženju in izmenjavi dobrih praks med udeleženci, predavatelji in partnerji Akademije. Nikoli nismo tako dobri, da se ne bi mogli še izboljšati. In v tem smislu smo v sklopu Akademije vzpostavili tudi to skupnost.